Prav lepo in prisrčno pozdravljeni danes tukaj v prostoru Business Point. Lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige z naslovom Tri dediščine in Astro dvojčka. Hvala, Ivana. Avtorice Ivane Hauser. Zelo sem vesela, da ste se odzvali v tolikšnem številu. Nekako nismo preveč vajeni, da bi se stoli nosili zraven na literarnem večeru. Verjemite pa tudi, da je knjiga vredna tako obiska kot tudi branja. Zdaj najprej bi še posebej mogoče pozdravila par gostov, Normo Bale, ki tudi tukaj pisateljico, ki tukaj vodi serijo pogovorov o restauracijah in ki je verjetno tudi nekaj publike navadila, da pridno prihajajo. Potem založnika, tam zadaj je založnika Zavoda Volosov hram, ki je knjigo izdal in pri katerem bo kasneje knjiga tudi na voljo za nakup. In pa seveda Matej Hauser bi se zahvalila za prostor in za promocijo. In seveda, Ivana, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Lučka. Vesela sem, da si prišla, da si sprejela to nalogo. Lep pozdrav, prisrčen pozdrav vsem gostom nocoj. In srečna in ponosna sem, da ste si vzeli čas za naš pogovor in predstavitev. Želim vam lep večer. Ivana, tudi jaz sem ponosna, da je ta knjiga končno zunaj. Terjalo je kar nekaj časa, kar nekaj dela na njej. Je tudi precej obsežna, celovita, tako da sem zelo vesela, da je končno tukaj v knjižni obliki, skoraj že težka kot orožje, seveda tudi polna zanimivih zgodb. In Ivana, za začetek bi te prosila, da nam malo poveš, kako je sploh prišlo do te ljubezni, do pisanja, kajti tvoj poklic nekako ni povezan ravno točno s pisanjem, ampak nekako si vseeno potem zatavala v te vode in seveda kmalu izdala tudi cel roman. Pripravljen pa imaš tudi en zelo tak simpatičen uvodnik, ki ubeseduje tvojo ljubezen do pisanja in tudi kako si se pravzaprav našla v tem delu. Ja, začela bi lahko tako, da v osnovni šoli sem imela spise vedno 5. Literatura s pesniki, to je bilo 3-2. Ampak nekaj pisanje spisov, to mi je ostalo, pa sem še potem tudi v službi začela malo te članke pisati. Ampak za knjigo, začetek, je malo daljša zgodba. Zdaj, če dovolite, jaz sem si malo napisala, da ne bi kaj zgrešila, pa da vam preberem. Malo je mimo knjige, ampak mogoče vas bo tudi to zanimalo. V Mariboru deluje društvo Mostovi. To je slovensko-avstrijsko prijateljstvo, ko se delujejo na področju kulture. Društvo vsako leto izda dvojezični zbornik, ker lahko tudi literarna skupina objavi svoja kratka dela. Društvo prav tako ob koncu leta organizira spominsko slovesnost v čast pozabljenim in prezrtim Mariborčanom, ki so v davni preteklosti veliko pripomogli k razvoju mesta. Leta 2008 je bila ta posvečena belgijskemu baronu Edouardu Lenoju. Bil je pomembna glasbena osebnost in je od leta 1808 živel v gradu Viltuš, to je selnica v Dravi blizu Maribora. Ta grad je slovel včasih kot eden najlepših gradov, danes pa postaja razvalina, škoda. Leta 2008 bil je pomembna osebnost, zato je dobil tudi vzdevek baron Viltuški.
Takrat je to bil eden najlepših gradov. Na to prireditev je prišla tudi profesorica Doris Debenjak, leksikografinja in pomembna osebnost društva. Pristopila je k meni in rekla, saj ste vi Ivana. Začudeno sem jo pritrdila. V zborniku sem brala vašo zgodbo, Johana, in bila navdušena nad vašim pisanjem. Pišite naprej. Med ostalim pa še nekaj. Če je vaša mama brala knjigo Ameriška tragedija, je morala biti zelo inteligentna. Pišite tudi nekaj o njej. Takrat se je v moji glavi utrnila ideja, kaj pa, če bi res enkrat nastala knjiga. Tako. In nastala je knjiga in verjamem pa tudi, da bi jo mama prebrala, to knjigo, ne? Ja. Ker je izjemno rada brala, ne? Tako da to je tudi nekaj, mislim, dosti je obesedeno o tem njeni ljubezni do branja, tudi v knjigi in očitno je to tudi nekako v krvi oziroma v družini. Glede na to, da sem imela že celo zbirko zgodb, je bilo potrebno le te predelati in jih povezati med seboj. Potem so minila leta, ko sem to urejala, pripravljala, nastale so blokade, ko bi najraje vse zavrgla in po mnogih srečnih naključjih je danes knjiga že napisana. Je pa bil verjetno postopek kar dolg, ni šlo zdaj z nule, ne? Kako je nastajal roman in kako je potem na koncu dobil to celoto, ker pravzaprav gre za izjemno bogastvo teh zgodb. Izjemno bogastvo, ja. Moja prva ideja je bila, da bi predstavila, kako se plazi neka bolezen človeku, drugi pa smatra, da je to njegova hudobija ali pa nesramnost, pa ne ve, da je to že bila bolezen prisotna. Samo nisem znala kar sred življenja stopiti v knjigo, zato sem začela kar od rojstva naprej pisati. In zdaj... Ja, prvi del se v bistvu začne z Hanikinim rojstvom, naslov je Deklica z 2 imenoma. Pa jaz predlagam, da mogoče kar vstopiva v roman z enim odlomkom z začetka, se pravi, glavna junakinja je tudi Ivana, ampak ima pravzaprav še eno svoje drugo ime. Mogoče, če nam malo pojasniš, zakaj Johana in Ivana pač... Bi prebrala? Ja, ali pa mogoče, če prebereš na začetku. Zdaj, ker je Johana bila povod za razmišljanje o knjigi, sem rekla, pa naj bo Johana prva v vrsti v knjigi in začetek odlomek kratek preberem. Johana. Zapletati se začelo že pri izbiri imena. Opa je vzel vso stvar v svoje roke in odločno rekel, Johana je bo ime, tako kot je ime moji sestri. Dekličina mama je govorila nekaj o Bernardi, a ni imela pravice odločati o imenu. Otrok je bil nezakonski, torej sad grešne ljubezni. Njen oče naj bi bil že mrtev, baje je padel v vojni vihri. Poleg tega pa se je šušljalo, da je bil nemški vojak, zato je njegovo ime ostalo zamolčano. A v času, ko je novo ustanovljena država Jugoslavija slavila zmago in je v zmagovalcih še vedno tlela slab po maščevanju, je ime Johana zvenelo preveč izzivalno, preveč nemško, da bi ga lahko vpisali v uradne listine. Zato so ga enostavno prevedli in zapisali Ivana. Ime Ivana pa se je silno odbijalo od podobe majhnega bitja. Zvenelo je hladno, prevzeto nekje iz razsežnih ravnic, kjer piha mrzel veter in v dolgih zimskih nočeh poka drevje.
Ti ljudje tudi v srcih nosijo hlad in strah. Deklica pa je bila drobcena in nebogljena. Zato je potrebovala toplo ime, takšno, ki bi mehko leglo k njej in jo ljubkovalo. Že kar prve dni si je nekdo v družini izmislil ime Hanika. Kmalu nihče ni več vedel, da bi morala biti Johana, pozabili so tudi, da je nov družbeni red določil ime Ivana. No in tukaj se začne zgodba o Haniki, deklici, ki živi na vasi z mamo in babico in v tem svojem majhnem okolju pač doživlja različne stvari, različne, v bistvu tudi pomembne prelomnice in tudi to njeno otroštvo jo nekako tudi oblikuje v osebo, kakršna kasneje postane. Zdaj, kako si pravzaprav izbrala posamezne prizore, je to prišlo kot neke vrste, ne vem, navdih ali neki delčki spomina in se je potem to razpisalo, kako je to pravzaprav? Ja, odraščala sem to na kmetiji, babica je imela kmetijo, dedka ni bilo več, pa živali so bile, konja smo imeli, kravo bistro, ki je bila tako žalosten konc napravila, pa zajca, in to je v meni raslo, ljubezen do živali. In pozneje, tu sem tudi veliko zgodb napisala, niso vse tu noter o teh živalih, nekaj jih je samo. In življenje je teklo tako, kot je, vse je bilo normalno, vse se je zdelo normalno, da morajo kravo gnati v biku, da bo imela telička, to je bilo čisto normalno, pa da bojo sadili krompir, en krompirček not ven poberejo celo košaro, pa tako je to teklo življenje. Nič ni bilo kakih čudežev ali pa skrivanja, pa da je zajkla imela mladičke čez noč. Pa je rekel, pa je prišel enkrat ta mali bratec. Mama, oma, muca malo muco kaka, ko je hotila mladička. Tako je bilo na podeželju pač, no. Ampak zelo lepo in tudi malo z humorne distance so tudi predstavljeni te, kako dejansko mala deklica te stvari doživlja, tudi recimo smrt, ko umre, ko je bistra, ne, in kako jo potem odpeljajo, to njeno prvo srečanje z minljivostjo. To je vse tako predstavljeno malo humorno, ampak zelo veliko ene življenjske energije, strasti, enega veselja tudi. Ja, doživljanje, vse je tudi bila huda žalost, ko je tista Boga bistra umrla, ne, v glavnem pa je šla duša v nebesa, no. Tako je rekla, oma, to je zdaj samo telo, bistrina duša je dobila krila, takrat ko je vzdihnila, pa šla tja gor in Hanika si je predstavljala, aha, tam so pa kravja nebesa, ne. Tako je bilo, ne? Tako je to, ja. In oma je govorila nemško, z drugimi slovensko, pa se niti ni zavedala, da zna dva jezika. To je mislila, tako vsi znajo tako. Ja, ta ena njena nedolžnost in ena samoumevnost sveta, ki je v bistvu lastna samo otrokom, ne? Ne vem zdaj, nedolžnost. Ja. Naivnost. Naivnost, oziroma naivno je pač spremljala življenje skozi, da pač tako mora biti in oma je tudi bila, taka, kot je bila, no, in ne more biti boljša in ne more biti slabša. Ja, predstavljeni so v bistvu obe plati, ne, kar je tudi za literaturo ključnega pomena, ampak Hanika tudi v bistvu ne ve kaj dosti o lastnem izvoru, za očeta ne pozna, ampak prek drugih stvari pa ona tudi zbira odgovore pravzaprav o sebi, o svoji identiteti. Hanika je res, odkar se je zavedala, pogrešala očeta. Ni vedela, kdo ima, sosedova Klara je imela ateka
Ja, Ivana pač Hanika pa ne. Zakaj pa ne? Ja, kje pa je? In si ga je izmislila podobo neko in na samem se z njim pogovarjala, mu tožila, če je bilo kaj narobe, mu pesmice pela. In to je spremljalo res tudi do upokojitve. Čim je prišel en prelom v življenju, puberteta, potem je prišla družina, takrat je malo izginil, takrat je imel mir oča. Potem, ko sem šla v pokoj, ja, spet se je pojavil, spet sem ga začela iskati. Tudi po radih, pa tak naprej, ampak zdaj ima spet mir pred mano. Ampak je res zelo izvrstno je predstavljeno to, v bistvu, kako ona ta svoj primanjkljaj reši. In kako v bistvu ona si naredi eno figuro, s katero splete odnos in to v bistvu deluje, kot da je on pravzaprav tam, kot da je živ. In najbolj mi je zabavno, ko praviš na enem mestu, da je bil podoben, komu že enemu... Bil je podoben Toniju Curtisu, ko sem že bila malo v puberteti, ne? Ker ga je Ivana pač videla na eni naslovnici, ne? In je rekla, tak je moj oče, ne? Tako. In ko mi je enkrat mama pokazala enega moškega, je rekla, tak mrdec je imel tvoj foter. Pa sem ga gledala, pa to ne more biti nič. Ne, pa to ne more biti on. Jaz sem bila čisto razočarana. Ne, on je Toni Curtis. Ne, ta zgodba je res izjemno dobra in zelo pač globoka je ta odnos pač njen, kako ona si ustvari svojega očeta. Imajo pa tudi tukaj en močen pomen, ima en simbol, preko katerega Hanika v bistvu išče delčke svojega življenja. Zdaj imava pripravljen tudi en odlomek, to so citre. Ja, Hanika je brskala po podstrešju, pač najdla je marsikaj na podstrešju, bilo je zanimivo. Potem je pa odlomek iz zgodbe Citre. Citre. Vsak dan je nekaj učencev prihajalo v šolo 1 uro pred poukom, da so po šolskem dvorišču pobrali orehe. To jutro je bila na vrsti Hanika in za pobiranje. 8 ogromnih dreves je radodarno odmetavalo svoje plodove, da je hišnik že dvakrat odnesel polno košaro na podstrešje, kjer so se orehi sušili. Tudi Vili iz 1. gimnazije je ta dan pobiral orehe. Ves čas je sledil Haniki in čisto zraven nje z nogo razgrinjal listje. Šepetaje je vprašal, si komu povedala, da sem kadil? Samo odkimala je in že mu je tudi ona bolj potiho začela pripovedovati o svoji najdbi na podstrešju. Pa taka čudna lesena škatla je, velika pa kot moja šolska aktovka. Na njej so napete strune, podobne kitari. A ni kitara? To poznam, ker jo ima stric Florjan. Vsaka struna ima drugačen glas. A veš ti, kaj bi to bilo? Vili je zamahnil z roko. To so citre. Moja bica jih tudi ima. Je pa včasih špila tisto sijaj, sončece. Kaj druga tak ne zna. Takrat se je Hanika spomnila šolske okrožnice, da godba napihala vabi otroke k učenju glasbenih instrumentov. Še isti dan je šla k razredniku Jandlu in mu hitela praviti, da ima citre, da bi se rada učila na njih igrati, da sta 2 struni strgani, da so v lesenem kovčku, le prah mora še pobrisati iz njega. Učitelj Jandl pa je samo zmajal z glavo. Ne. Na citre pri nas nihče več ne igra in tudi uči ne. Samo Avstrijci še igrajo na citre, mi pa ne. Tako.
Ja, v bistvu ampak ona dejansko potem nikoli ne igra citer, ampak so pa citre pomembna stvar in tudi ta Vili pač razkrije, zakaj pravzaprav gre. Ostanejo pa citre en pomemben korak do njene neke, tudi do odnosa z mamo, ne, ker v bistvu mama je za njo pravzaprav neznanka. V citrah je tičala neka skrivnost. Ja. Skrivnost, res velika skrivnost. Je ne bom povedala. Ja, tega ne bova izdali, ne. Saj midve sva se tudi dogovorile, da ključnih stvari romana, ki so pomembne recimo za zgodbo, za napetost, da dava samo namig, ne. Tako da ne bova razkrivali. Ker pravzaprav je roman na delih sestavljen tudi kot neke vrste mala kriminalka. Tako da so deli romana, ki imajo en zasuk, eno malo bolj mračno plat, ki pa seveda naprej vleče v branje. Verjetno je to tudi pomembno za roman. Zdaj dobro, greva na drugi del. Zdaj potem drugi del romana pa je pravzaprav predstavlja oziroma opoveduje Ivanino mladostništvo. Se pravi, takrat ona tudi neha biti Hanika, ampak pravzaprav mora poiskati Ivano v sebi, ne. Ker vstopi v šolo, kjer jo pa ne kličejo Hanika. Ja, v prvem razredu naenkrat je postala Ivana, ko je razrednik poklical Ivana. Klical je vsakega posebej, vsak je moral vstati in reče tukaj. In potem kliče Ivana, ja, noben ni vstal. Hanika tudi samo gledala okoli, kdo pa te je Ivana. Prišel učitelj do nje, je malo podsukal, rekel si pa ja ti Ivana. In takrat je doma prijokala se, zakaj je Ivana, pa da zakaj ni Hanika. In oma je potem lepo razloži ta problem, kak je bilo pri krstu, ne, da bi pravzaprav morala biti Johana. Ne Ivana, ampak Johana. In se dolga leta se ni mogla sprijazniti s tem imenom. Bilo je malo, imela je probleme z imenom, ja. Morala je v bistvu pravzaprav zgraditi eno še identiteto za Ivano, ne, ker pač je bila Ivana na nek način tujka in jo je morala tudi zgraditi, tudi z nekimi dejanji, z vsemi stvarmi, ki jih je doživela na tisti šoli v naravi, na morju. Pač tudi je morala delati za to, da se je lahko poistovetila z novim imenom, ne. Ja, kaj bi rekla? Ja, ponekod, ja, vse je bila sama Ivana že vedno potem. In na morju je potem sprejela nekako bolj prijaznost to. Tudi že v šoli, potem v srednji šoli, ko je imela prijateljico nekje iz Primorske, ta je znala tako lepo izpovedati Ivana. Ne tako Ivana, ali pa... V glavnem, ta Primorka je lepo izrazila to ime, da se je potem kar prijelo. Da se je prikupilo tudi. Prikupilo, tako. Zdaj, tukaj, ta del, drugi je, v bistvu nekako prikazuje tudi njeno odraščanje, njeno zorenje, zdaj ona si tam tudi poišče službo. Je pa zanimivo, da je prvi del spisan v tretji osebi, se pravi kot neke vrste opazovalec od zunaj. Tukaj v drugem delu pa pač ste se odločili za spremembo perspektive in uporabljate prvo osebo. Kako je prišlo do tega pač preobrata v načinu pripovedovanja? Ja, to je pa malo krivo, tisto, ko sem imela en kup zgodb že prej napisanih, ko sem pisala o tej deklici, pa ne moreš pisati prvi osebi, če se ono rodilo, pa ne more prvi osebi govoriti, ne. Sem pisala tretjo osebo in teh je že kar bilo teh zgodbic. Ko sem pa prišla potem po šoli, sem pa rekla, pa mi nekako ni šlo več tretja oseba. Nekako sem lažje pisala v prvi osebi, absolutno.
In sem potem enkrat gledala, kako to pa ne bo pasalo skupaj, kdo bo mi pa to napisal, to pa ne gre v knjigo, prva oseba, druga, tretja oseba. In sem poskušala to iz prve osebe v tretjo spremeniti. A veste, da ni, zgodba ni imela duše več. Nekako je zvodenelo je. Sem pa rekla, dobro, pa naj gledajo mene, saj Ivana je Ivana. Ja, pri Ivani pa tudi nisem najdla drugega imena, da bi literarno ime bilo drugo. Naprimer, Ivana, to bi ne bilo rusko ime, ne? Kjero naj se izmislim, da bo potem pasalo v temu tekstu. Sem pa kar Ivano pustila, naj bo. Ja, mislim, saj dejansko ime določa človeka in verjetno določa tudi lik, ne? Ja. Pač je res neločljivo od osebe. Ja, pa čeprav je, potem sem si razmišljala, voljo sem zgubila s nekaj, pa zakaj prvi osebi pišeš, vsak po tebe gledal, a taka si bila, a to si ti naredila, a tak si bila nesramna. Mislim, res je tak, vsak vidi potem avtorja, ne? Pa zdaj pa bo, kaj bo. Se s tem je verjetno se bilo treba kar sprijazniti, ne? Tako, ja, sprejet. Ja, sprejet in pač dejansko tudi tiste stvari, ampak verjemite, da so bralci ponavadi še bolj potem naklonjeni takemu tekstu, ne. Ponavadi, ja. Zdaj, Ivana v tem drugem delu nekako si oblikuje življenje, se pravi, najde službo, takrat je to bilo še pač bistveno bolj enostavno, ni bilo zdaj na izbiro nekaj, kar si dobil verjetno, ne, glede službe. Pri službah, ja. Ko Ivana dobi prvo službo, da verjetno ni bilo zdaj tam, ne vem, kake izbire, pač kar si dobil, s tistim si moral biti zadovoljen. Ja, pa prva služba je bila čudovita, pol je morala pa iti v Maribor, prvi službi imela že prijatelje, pa znance, pa doma je bila sama, lahko z bratom, svoboda je bila, še mama je bila na terenu, pol pa na vsem lepe mama izrihta službo, tudi tam njeni firmi in je Hanika Ivana morala potem odseliti se v mesto, pa no, sej, čudovite izkušnje si je tam nabrala, absolutno. Ampak je vleklo nazaj v rojstni kraj. Ja. Tukaj je ta zgodba o barakarjih, ne? Tako. Zdaj, to je izjemno zanimiva upodobitev teh barakarjev. Zdaj, jaz prej niti nisem vedela, pač, kako točno je to bilo, ampak tukaj je kar konkretno opisano, napisano, upodobljeno vse o teh barakarjih. Kdo so pravzaprav bili barakarji in kakšen je njihov pomen, oziroma tudi imajo en poseben pomen za zgodovino, tam so bili notri pač... Ja, lahko si vzamemo zdaj zgled, kako so živeli ti delavci z juga, kako oskrbo so imeli, barakarji. Bila sem barakar 4 leta. Skupaj smo imeli skupno kuhinjo, skupne vece, pa tiste navade njihove. Poglej, v istem pralnem stroju so prali barakarjem, bosancem, posteljnino, likali, čistili sobe, imeli so obroke kuhane, res kosila, super. Kaj pa imajo danes ti reveži, ko pridejo delavcem? Ne vem, včasih se prav zgroziš, ko vidiš, kako morajo preživeti, ne? Ampak v teh barakah vse ni bilo razkošje, pač bila je neka skupnost. Meni noben ni kaj naredil, nisem doživela kakega, edino kaj je tam enkrat, ko so se stepli, da sem padla tam. Je pač bila navada, ko je bila penzija, so tisti bifeji morali imeti dvojno smeno na gostini, ko so prišli lumpat, ne. Pa tiste njihovi izrazi, pa preklinjanje, pa dobro, to je šlo mimo. Bil je poseben način življenja, absolutno.
tudi terenski delavci, no. V glavnem, lepo je bilo poskrbljeno za njih. To lahko poudarim, ne. Mislim, definitivno je tudi vredno branja ta del, ker je pač, nisem še v slovenski literaturi naletela na tak res realen opis ene take skupnosti, tako da... Ja, pa ko so se za te, ko je plača bila, včasih tudi na hodniku stepli, pa je upravnik klical policijo, halo, tukaj je Zemlječeva 23, oni so že vedeli, gremo z Marje 102, bomo odpeljali, tako vemo, plača je bila. Tako je bilo že tako utečeno vse, ne. Ja, tako je bilo. Pa še ena navada je bila. Ena skupina barakarjev, tam jih je že menda, 6 je bilo v eni sobi, drugače so bili po 4 v eni sobi. Ena skupina je bila pa čisto posebna. Ko so dobili plačo, so prišli v sobo, sedli, noge navzkriž, kuverte vrgli v sredo in njihov šef, ali kaj je bil njihov vodja, je to lepo, ti enega, ti enega, ti enega, ti enega in vsi so dobili enak delež. Res. Samo to je bilo kdaj leta 65. Daleč nazaj. Danes tega ni več, verjetno, ne. Ne. Zdaj, je pa en del v bistvu Ivaninega odraslega življenja, predstavlja tudi osamosvojitvena vojna. In ona je ravno takrat toliko stara, da pač to nekako doživi zelo čustveno, tudi precej globoko, in tudi v samem romanu je en del romana posvečen prav kronologiji osamosvojitvene vojne po dnevi. Zdaj, zakaj ste se odločili tudi za tako v bistvu podrobno obravnavo te teme in kolikšen pomen ima tudi ta tema za samo junakinjo? Ko se nekaj zgodi, prvi zapisi, tistim lahko največ verjameš. Takrat je bilo vse ravno, jasno, nobene fikcije zraven, vse poznejše zgodbe iz tega imajo neke dodatke. In ta večer je izšel ravno kar takoj po naši vojni in ta kronologija, sem rekla, to bo držalo in nič druga. In sem jaz to kronologijo celo prinesla noter v romanu. Kak je bilo v Pekrah, pa ono, pa ko Simčič padel, pa kak je že po nesrečo se je, ne, ko je lezel gor na tisti avto. Sem rekla, to bo najbolj verodostojno, kar bojo drugi pisali, vsak si bo še nekaj zraven zmislil. Samo je res, zdaj, če bi želeli potvarjati zgodovino, bi ta najina knjiga gorela, zdaj, ne? Kaj bi ta? Kaj bi knjigo zažgali, ne? Ker pač... Da bi lahko črpal vir. Ja, tako. Ja. Ja, v bistvu tudi Ivana doživi to vojno kot neka vrsta tudi osebno tragedijo, ne? Kot eno osebno žalost, kot... Ja, tam se pojavi ena deklica, ena mlada, ko Ivana spozna, je noseča, pa se pogovarjata, kavico pijeta skupno, potem pride vojna, vsaka, nista bili blizu doma, slučajno sta se srečali nekje v mestu in po vojni je Ivana iskala to deklico, da vpraša, kak je bilo, no, in tu je bilo malo žalosti, res. Ko je rodila fantka, pa fajne stvari so bile zraven. Ja. Kaj več pa lahko bralci preberejo, ne? Tako. Zdaj, pomembna tema je pa tudi izseljenstvo. Zdaj, večkrat omenite to kajžo in tudi notri so objavljena pisma z sorodniki, dopisovanje.
To je v Londonu bilo. Ja, to je v bistvu pravzaprav že del Londona, ampak v bistvu gre za eno izrazito temo, ki je tudi pač ena izmed tem romana, pač človek, ki v tujini se izgubi, ne. In kako v bistvu zdržuje ta svoj stik z domom in tudi pravzaprav tematizirano, kaj je sploh dom, ne. Kaj je? Kaj sploh je dom, ne, kaj je dom? Ja, no tako kot sem tam v začetku pisala, slop omaščevanja, takoj po vojni, je mnoge vaščane oziroma krajane pognalo čez mejo, da so pobegnili ali če so uspeli pobegniti, ne. In ti so se razselili v Ameriko, Kanado, po vsem svetu, ne. In potem ta Ivana naveže stik z neko gospo, ki je tudi bila krajanka, pa je živela daleč od doma, ne. In potem sta se sprijateljili in tista gospa je povabila na obisk in sem pa tja. In ta gospa ji da en šop pisem, tu imaš, da boš videla, kaj se je sploh v tvoji soseščini dogajalo. Ona je imela pa stike tudi s svojimi sošolkami, so bile v Kanadi, pa tam in so opisali razne žalostne stvari. Tako da tam je to malo zgodovina kraja samega. In ena mala koča je bila tako sporna, kajža so pravili, ko ni imela ne vode, pa ni elektrike bilo pa nič. Ampak ta gospa iz te kajže, ko je pobegnila, pa je tam obogatela, imela 2 ali 3 hiše, ampak ona je želela nazaj v svojo kajžo, samo sanjala o tem. In potem prijateljica, ki je tudi bila iz tega kraja, je rekla, nikoli nazaj, to pa to se je zgodilo, no to pa se boste tako iz pism lahko razbrali. Saj sem tako bolj megleno pripovedujem, ne, da nič ne veste. No, zdaj bo še bolj zanimalo. Naslednji del je namreč London, o katerem ne bova kaj dosti govorili. Ta del ima pa eno tudi malo tako kriminalno zasnovo, ne. Pač tam se tudi zgodijo ene stvari, en preobrat tudi za Ivano in njeno življenje. Predlagam pa, da tisti odlomek, ki ste si pripravili, da se vseeno prebere, da malo se pač zgodi eno pričakovanje. Ampak tam je res, tam je zgodba, ima zasuke, ima dramsko napetost, tako da. Moj London. Valentin se je ukvarjal z njenim izkrcavanjem iz avta, jaz pa sem tekla pri javnemu pultu, pokazala vozovnico in prosila za prosto mesto na letalu, ker bi gospa danes morala se vrniti v London. Nemogoče, je rekel uslužbenec. Datum povratka je imela včeraj, danes pa je letalo polno zasedeno. Za sredo lahko rezerviram, če želite, je bil odločen odgovor. Zahtevala sem vodjo izmene, pa je spet rekel, danes ne more na avion. Tekla sem po letališki stavbi, brala napise nad vrati, jih odpirala, pozdravljala, spraševala in končno prišla do vodje potniških rezervacij. Lepo prosim, najdite mesto na letalu za London za gospo Mary, sem bila direktna in pred njo molila vozovnico. Kolikor vidim, bi gospa morala že včeraj odpotovati. Ne da se dneve enostavno predstavljati tako, kot se komu zahoče, me je z ostrejšim tonom odslovila in vrnila vozovnico. Ampak vrniti se mora danes, mora k svojemu zdravniku, bolna je. Zato je včeraj tudi nismo mogli pripeljati na letališče. Tesno se mi sledila, ko je šla proti drugi pisarni. Kar sproti so se mi porajale izmišljotine. A je gospa vaša sorodnica?
nobenem sorodstvu nisva. Ravno zato. Domotožje je po 70 letih privedlo v rojstni kraj obujati spomine. Pomislite, celo svojo teto in strica je pri svojih 88 letih hotela obiskati, pa je slučajno zašla k nam. Tokrat nisem lagala. Morda je bila prav moja iskrenost tisti adut, da se mi je odprla ozka špranja upanja. Gospa Mary ni tako boga v resnici, ne? Ona je na začetku kar vztrajna in tako da, kaj več pa seveda. Ja. Zdaj, zakaj ni včeraj odpotovala, to se bo tako potem videlo, ne? Ampak, ja. Je pa ta del tudi precej humoren, tak vmes se kar človek nasmeje, ne? Bila je zvita. Ja, zelo zvita. 88. Ja. Zdaj smo nekako prispeli tudi do zadnjega dela romana, ki pravzaprav smo pa izpustili pri pogovoru en zelo pomemben del romana, ki pravzaprav vse skupaj povezuje, osmišljuje in nekako na katerem vse sloni, in to je družina. Družina, Ivanina družina, ki ustvari z možem Valentinom, ki je bil prej tudi omenjen, in ta njen odnos z možem in z družino je pravzaprav ena glavnina, ena posoda, v kateri ta roman izrašča. In tudi Valentin je eden izmed temeljnih akterjev tega romana, ne? Tako, Valentin postane glavni junak romana zdaj, v tem delu, ne? Ja, Ivana je skozi spremljala to pomanjkanje očeta in je rekla, ne, najni otroci ne smejo biti brez očeta. Skoraj bi se to tudi zgodilo, ampak njena trma je to preprečila. Pritihotapila se je bolezen in prav tu je tudi bil neki draž za pisanje, da bi izdala oziroma povedala, pojasnila, kako se ta stvar tihotapi v človeka, Alzheimerova bolezen. Ko ga obsojaš, kako si nesramno, zdaj si namerno si to naredil, ali pa hudobno si, nočeš me poslušati, vse, ampak to je pa že bila bolezen, ne? Zdaj kratek tekst. Ples v hotelu. Hana je že pogrnila mizo, ko je prišel Valentin iz službe. Ustavil se je med vrati, eno roko držal za kljuko, drugo pa skrival za hrbtom. Njegov skrivnosten nasmeh je pričal, da sledi neko presenečenje. Obotavljal se je, nekaj časa strmel vame, nato pa izza hrbta potegnil roko s šopkom cvrtnic. Zato, ker te ljubim, je rekel. Zdaj sem jaz dolgo strmela van in ugibala, kaj nekaj bi to pomenilo. Že nekaj let je od tega, odkar mi je nazadnje prinesel vrtnice. In tudi tisti ljubim te, ki mi je nekoč že presedal, je počasi tonil v pozabo. Zdaj se pa vse naenkrat vrnilo. Le njegov smehljaj je bil tokrat drugačen. Skoraj do solz sem bila ganjena, ko sem si ogledovala nežne šopke. O, kako so lepe. Vrtnice so tudi, nosijo eno pomembno sporočilo tudi za roman. Ja, so znak ljubezni, lahko pa tudi malo tisto trnje prevlada. Tako kot je verjetno povsod v ljubezni in v življenju, ampak Ivanina trma in, kot praviš, tista nenormalna želja, tista odločitev, družina pa bo zdaj ostala skupaj. Ja, Ivana je šla preko, mimo vse ovir je preskočila, včasih bila tudi odločena, da prekine vse,
a ne otroke raztrga, enega tja, dva sem, ta bo brez očeta, ta dva bo ta brez matere. Ne, nikoli, nikoli. Ostali bomo skupaj, pa je, kak je. To upodablja tudi eno stisko v bistvu vseh nas. Vsi mi se kdaj znajdemo na eni točki, ko pač res ne vemo več, kje, kam, ampak mislim, da tudi Ivana pooseblja eno to, tisto, kar je v ženski neuničljivo in neumrljivo, da kar se pač ona odloči, pač tu bo skozi plavala in gotovo. Ne vem, kaj bi tu povedala. Ja, ne vem, jaz sem to tako prebrala in tudi se mi Ja. zdi ta zapis, tudi ta njen odnos z možem, ki Ja. počasi zboleva za Alzheimerjevo, kako ona potem opisuje tisti njegov drugačen nasmeh. Nekaj je bilo drugače Ja. in ko človeka tako dobro poznaš leta in leta, potem pa kar naenkrat nekaj pa zdaj več ni to. Ja, najbolj sumljiv je bil čuden nasmeh njegov. Te poteze so izražale nekaj druga, pa dolgo nisem vedela, zakaj. Potem sem enkrat naredila en fotoposnetek, ko smo bili na izletu. Gledam sliko, takrat smo še morali v Zagreb poslati barvni film, da si dobil čez 3 tedne slike nazaj, ne. Pa jaz gledam sliko, točno, zdaj pa vidim tvoj nasmeh, zdaj se pa ne moreš mi umakniti, zdaj te pa ga jaz lahko vidim, pa analiziram. Kaj bi to bilo? Čist nekaj, ne vem, ne znam povedati. In takrat sem vedela, da nekaj z njim ni v redu, da se nekaj dogaja, da nekaj napreduje, ampak za zdravniku še pa ni bilo zrelo, kaj jaz vem, drugače še pa kar šlo normalno življenje. Tako. No, saj še več takih pokazateljev je bilo. Ko je Ivana opazovala, pa včasih že skoraj obupala. Pol je pa spet prišel kak dan, pa je bilo vse v redu, pa super. Ja, in potem to nekako je pripeljano tudi v en zaključek romana, v en skoraj že meditativen zaključek, kjer nekako strnete vse, kar je bilo v romanu pomembno, tudi vse simbole. Za eden izmed pomembnih simbolov je tudi ples, ki se pojavi tudi na koncu, tako da na koncu nekako Ivana tudi najde eno svojo osebno svobodo, notranjo, kot nekdo, ki ga pač še vseeno nekaj čaka. Ja, saj ta ples boste tudi večkrat zasledili v romanu. Rada je plesala. Pa tudi Valentin je rad plesal. Bila sta super par. Ampak potem, če dalje manj, tu na tem plesu, ko ga tu opisujem, ko sta šla na ples, samo po nogah sta si hodila en drugemu. Ni ritma več bilo, vse je bilo tako miga maga. Ja, in ples je ostal nekaj čudovitega v življenju. Ne vem, nič ne več. V glavnem Ivani je ostalo tudi pisanje, pisanje za deljenje vseh teh zgodb, ki so pravzaprav, literarno delo je vedno konstrukt fantazije, ampak seveda eni deli oziroma motivi, material je pa vzet iz življenja. Ne. In mislim, da to knjigo prav to dela živo, da je pravzaprav ena čist osebno pričevanje, ki pa je vseeno ni pisateljičino, ampak je junakinja. Tako kot je Lučka nekje napisala, ko si avtor izbere nekega literarnega junaka, mu vdahne svoje izkušnje, svoje doživetja. Si dovoli malo literarne svobode in
in fikcije in želje, kaj bi naj bilo, tudi te so lahko zravno. Pa ni bilo, pa se ni zgodilo. Želja je zraven vpletena, lahko da je izpolnjena tu not, v resnici pa ni bila. In to je ravno čar literature, ne? Nekako. Ja, čar za bralca in verjetno tudi za avtorja, ja. Ne? No, upam, da bo čar. Tako. Sva še kaj pozabili o romanu? Bi še mogoče kdo kaj vprašal, bi še koga kaj zanimalo, prosim. Nič ne bomo povedali več, a ne? Bomo reč brali. Ne, mene zanima, zakaj astrodvojčka? Zakaj astrodvojčka? Ja. Angleščina si nekako mislim zdaj posebne, Ja. astrodvojčka pa... Točno. Vse te stvari, ki so se dogajale, Ivana si je kupila tako debelo knjigo v nemščini o nebesnih znamenjih in je sledila te navade in vse je pasalo njegovemu nebesnemu znamenju, bil je dvojček. In rekla, aha, rodil si se po dvojčka, zato si tak. Ne. To je bilo tudi vmes. Zato sta astrodvojčka. Zdaj, če nimate več javnih vprašanj, lahko potem tudi na bifeju tudi seveda Ivano kaj vprašate, ne? Ja. Zdaj mogoče za konec, če nam razkriješ, če še kaj čaka v delavnici pisateljske. No, tako sem že v začetku govorila o teh živalih. Te zgodbice imam celo enega našega, ni klošar bil, no, in tak spoštljiv. Spoštovala sem ga, drugi so ga pač imeli za klošarja. Ko je bil v kraju, pa enkrat se še en pes znašel, taki klošar, in ta dva sta skupaj potem živela. Ne. In jaz sem jih fotografirala, ne vem kolikokrat. In sem rekla, zdaj, če ne bi bilo to tako strogo, da ne smeš objaviti fotografij oseb, ne, brez dovoljenja, on je že davno pokojni, jaz bi tudi tako knjigo naredila, pa slike zraven. Kak sta tam skante ven pobirala, pes tu zraven leži, on tam tisto neko klobaso najde noter, pa kak sta smetje pobirala po kraju, pa z garami pelala dol na surovino, pes za njim. Res taka faca sta bila oba, da je veselje. Tako da živalske zgodbe. Živalske. Pa o tistem labodu na Lentu, ko sta labod pa labotka, tako sta šla po cesti, pa iskala svoje gnezdo, ko so se vse razkopali, da so šli nekaj graditi. No, teh slik imam tudi veliko, tako da v tekstu, da pašejo zravno, no. Mogoče pa bom kdaj najdla koga, ali pa mogoče Volo Sofran. Mislim, da najprej nekaj spijemo, pol pa kar sklenemo pogodbo, ne? Tako. Ja, hvala Ivana za pogovor. Mislim, da sva lepo predstavili tudi roman. Zdaj, če še imaš kaj, kako zahvalo ali kaj zapovedati, kot si rekla prej, da še imaš nekaj pripravljeno, pa če še kaj želiš povedati za konec. Zahvala, dragi lektorici in urednici, Lučki. Hvala, potrpežljiva si bila z mano, pa kaj bi še rekla, super je bilo sodelovati. Pa stroga tudi, ne? Ja, to pa ta spada zravno. Ko sem ji poslala tekst, najprej prva je bila Norma Palej. Ja, ona je bodra te knjige. Ja, Mateja je rekla, jaz sem prijateljico, ko take knjige lektorira, kaj že. Jaz si pošljem tekst, sem rekla, to pa ni zame, to je pa takoliko. Pa mi je priporočila Lučko, ne. Tu sem bila takoj sprejeta, ali ne, nič ni bilo treba prigovarjati. Ne, glih sem imela čas. Je kar hitro steklo, pa res je hitro šlo. Potem je bilo treba založnika najti,
In Lučka svetovala, Volo Sopran. Sploh ni bilo debate, takoj bo šlo, bo knjigo napisal. In tak je danes knjiga tukaj, to je Veriga, ampak boter vsemu temu je bila pa moja hčerka Mateja. In ko sem začela pisati te zgodbe, je bila ona tak priganjala, pa včasih kako zgodbo malo pripombe dala, take realne pripombe. In potem tu mi je poiskala gospo Balene, potem še posebej, ja, pa ko so nastale te blokade, naenkrat Timine, vse skupaj bi zavrgel, pa kdo bo te to upravljal, take človeke. Je bila tista, ki je znala v meni zbuditi spet voljo za nadaljevanje. Potem, skratka, brez Mateje ne bi bilo knjige. Mateja, a se še spomniš, kaj si mi napisala v spominsko knjigo? 3. razred si hodila. Neke rožice so bile narisane, pa smo napisala: Draga mami, želim ti, da bi mene vedno imela tako rada. Mateja, še bolj rada te imam. Hvala Cveto in Mateja, da se tako čudovito organizirali. In najlepša hvala pa, dragi gostje, da ste me poslušali. Evo, dovolite še samo besedo ali dve. Res iskrena hvala v imenu poslovne skupine Business Point, predvsem gospa Ivana vam, da ste danes z nami in ste predstavili svojo knjigo. Zdaj vse vemo, po čem je Mateja se vzela, ker da res preganja zlorada. Smo zelo veseli danes, ker potem tudi nastanejo taki dogodki, kot smo danes tukaj. Res iskrena hvala. Rečem lahko samo, da je danes rekordna udeležba, tako da upam, da boste še kaj napisali, pa še kdaj prišli, tako da bomo pol svetom lahko naročili oziroma kupili tudi nove stole. Tako da še enkrat iskrena hvala, da res čudovito.